Drage moje gledalke, dragi moji gledalci. Če rečem, da danes veliko govorimo, je to res, kaj ne? Govorimo, da bi se slišali med seboj, ali govorimo zato, da bi slišali sebe? Govorimo zato, da bi druge prepričali v svoj prav, ali govorimo zato, ker želimo deliti svoja spoznanja, ki v nekem trenutku lahko pomagajo tudi drugim? Govorimo, da prekinjamo molk, ker želimo sneti lastne maske, ali govorimo zato, ker se hočemo za besedami skriti, še bolj potlačiti tisto, o čemer se ne sme govoriti? Smo pozorni na to, kako, kaj govorimo, koliko se z besedami prilagajamo in kdaj zdrsnemo v laž in pretvarjanje? Ali besede, gora besed lahko določi človekovo vrednost? Kako jo sploh določamo? Vrednost človeka. Je nekdo več vreden od nas, če je uspešen poslovnež? Ali je manj vreden, ker je istospolno usmerjen? Je nekdo več vreden, ker je bel, ker je moški? Kdaj in zaradi česa koga izločimo in rečemo, da je slab ali nevreden človek? A si danes človek lahko zruši lasten ugled, ker govori eno, dela pa drugo? Je iskrenost res naša vrednota ali je samo puhlica in sodi med staro šaro, kjer je pogum za iskrenost le še samo lepa beseda? Ali kakor napiše Marko v svoji avtobiografiji, najpogumnejši knjigi, ki sem jo kdajkoli prebrala: eno je, da si nekaj upaš storiti, če pa hočeš s tem nadaljevati, si moraš tudi zaupati. Marko Verdev je uspešen slovenski poslovnež, ki ga je mama učila, da je treba vse dobro deliti. Tega ni nikoli pozabil. Zato tudi v svoji firmi, kot v svojem življenju, raje postavlja daljšo mizo, kot pa višjo ograjo. Srčno dobrodošel, Marko! Aha, pozdravljen! Izvoli. Hvala. Ja, Marko, jaz ti moram odkrito povedati, to je bil pa, kot se reče, mislim, angleško roller coaster, to se pravi, ti si me pa s tole knjigo, mislim, metal po vseh kotih, po vseh 4 kotih. Moram priznati, da najprej si mislila, na kaj bo zdaj tale meni svoje življenje razlagal, in potem pa greš tako zares in tako iskreno v svojo življenjsko zgodbo, da me je na trenutke bolelo. Mislim, hvala ti za pogum in hvala ti, da nam kažeš pot, da je pravzaprav edina pot, ki je vredna v tem življenju, pot iskrenosti in jasnosti. A se ti zavedaš, oziroma kaj ti misliš o tem pogumu? Govoriti stvari in povedati stvari tako, kot je res in nič drugače. To je edino prav, se mi zdi, vse ostalo je laž. Živeti v laži pomeni živeti v zanikanju ali pa v nečem, kar nisem jaz. Bolj ko zorimo, po Abrahamu, se mi zdi, da je pri meni naredil še en preskok, da mi ni ostalo več dosti časa in je ta čas treba res kvalitetno izkoristiti, in to predvsem v iskrenosti. Najprej pa seveda do sebe. V iskrenosti do sebe. Do sebe. Ampak danes je te iskrenosti, kako se ti zdi, je veliko, je dovolj, je premalo? Jaz mislim, da je premalo. Ljudje bi še bili iskreni, ampak nas je strah. Zato, ker še zmerom po moje velja ta stigma, kako te bodo drugi videli. Vedno so nas vzgajali, da moraš biti všečen. Že ko si bil mali, pa če si se
čudno obleko je mama rekla, taki pa ne smeš ven, ne, kaj bojo sosedje rekli. Ne. In se mi zdi, da iz tega ven potem ljudje pač ne povemo vsega in živimo v neki laži, navzven se delamo drugačni, kot smo v resnici. Ampak nas starši, oziroma ne vem, če kateri starši sploh učijo svoje otroke lagati, pa ne povedati po resnici. Ampak pol pa to v bistvu cel življenje počnemo na nek način. Ja, ravno zato, ker želimo biti všečni, in vedno je lažje se nekomu zlagati, kot pa resnico povedati. In temu rečemo bela laž, ker smo si sam malo lepšega naredili, kot v resnici smo. Pa zakaj nas je tako strah lastne teme? Ne vem, zelo zanimivo je, ko se pogovarjam z ljudmi, ki jih je strah, pa probamo ugotoviti, kaj pa je dejansko strah, potem ugotovijo, da ga v bistvu ni. To je pač nek občutek iz tega res, kako stopiti na cesto, ne vem, čudno oblečen ali pa drugače oblečen, že enkrat vidiš vse poglede na sebi. In se mi zdi, da če želiš biti iskren, pa to tudi živeti, pa pokazati, se moraš pa pripraviti tudi na to. In to je, mislim, da tisti največji pogum, ki ga moraš imeti. Pa v bistvu to pa ni nekaj groznega, pa strašnega. Sveda ni. Ja, tako kot je moja mama rekla, strah je zunaj in noter pa nič. Kaj si ta stavek bi rada, da prekomentirava, ki je meni, mislim, prav, moram reči, da sem prav zakričala, ko sem ga prebrala in tle sem ga 3-krat počrtala, da te je mama učila deliti dobro in da, mislim, tega ne pozabljaš in da se v bistvu koncentriraš na to, da gradiš čim daljšo mizo in čim nižje zidove, oziroma to je eno izjemno lepo sporočilo, ki ga daješ. Človek se mora zavedati, ali pa vsaj jaz se zavedam, da sam na tem svetu ne moreš doseči čisto ničesar. In vedno rabiš okoli sebe ljudi. In če delaš z ljudmi, če si podjetnik, če si obkrožen, ne vem, 150 ljudmi, se moraš zavedati, da če vsi ti ljudje grejo, ostaneš sam in nimaš nič. In meni se je vedno zdelo, da je pač neke uspehe, pa vse to, kar ljudje ustvarjamo skupaj, treba deliti. Tudi vračati družbi, ker ne nazadnje smo tudi od družbe odvisni. Mama je mene že od malega, jaz se spomnim, jaz sem generacija, ko so bile milke, pa ananas, pa pomaranča, pač redka dobrina. In če smo z Avstrije kako milko dobili, vem, da je vedno rekla, ali če greš na dvorišče se považiti, boš razdelil, jaz te bom pa z balkona gledala. In to je meni ostalo in še danes, če imam kaj, raje podelim, ko pa da imam samo zase. Še nekaj ti si znan, predvsem kot uspešen poslovnež. Imaš seveda še eno nalepko, da si bil poročen in imaš 3 otroke in da si se zdaj v drugo poročen z gospodom. To se pravi, 3 oziroma 2 zelo zanimivi in zelo pomenljivi nalepki nosiš, ampak jaz se na tole drugo nam toliko zelo fokusirala, ker se mi zdi, mislim, na koncu koncev, kdo pa sem jaz, da bi mene brigal, s kom ti spiš in s kom ti deliš posteljo. Bolj me zanima ta tvoja poslovna pot, ker imam tudi jaz sama nekaj izkušenj in sem se velikokrat zadnje čase tudi pogovarjala, naprimer v Drami, a veš, ko imajo zdaj moje kolegice otroke in tako, in smo se zadnjič pogovarjali, da nimajo kam otrok dati, pa sem nekaj, pa pelganja na vajo, pa ne bo v garderobi, da se to ne sme. Zdaj, a se to pri nas v Drami ne sme, ali se sme, jaz ne vem, se nisem pozanimala, ampak jaz se spomnim, da moja mama je bila kuharica, sami sva bili, in jaz sem dneve in dneve preživela v enem kotu kuhne v bolnici, se pravi, kjer sem z neko lopatko neko moko premetavala in sem bila z njo. In sem se tudi tam tuširala, ker mi doma tuša nismo imeli. No, danes je to tako rekoč nemogoče. Pa te po firmi pa je. Pri nas je mogoče, ja. Jaz sem probal, oziroma tako moram reči, vsi nas učijo, da je eno poslovni svet, pa eno je naš osebni svet. In da teh 2 svetov ne smeš mešati. In tudi slišiš koga od sodelavcev, moje privat življenje vas nič ne briga, ali pa kontra. Ampak meni se zdi, in jaz sem tudi potem živel, zato ker smo me tako naučili, ker sem pač opazoval druge. In tudi, ko sem postal direktor, sem bil vedno v obleki in kravati. Ampak potem se mi je začelo dogajati, da sem v bistvu eno vlogo res igral.
Ne, da se mi je zdelo, grem v službo, grem igrati nekoga, kdo nisem. In ko sem te maske počasi začel metati stran ali pa jih snemati, sem se začel tetovirati, postajal sem vedno bolj sproščen in sem ugotovil, da pač tak sem. In če ne smem tak biti v poslu, potem to nisem jaz, potem moram najti drug posel. Na srečo sem solastnik in direktor, tako da me noben ni odpustil zaradi tega. Počasi sem pa začel tudi firmo spreminjati v to, ker se mi je vedno zdelo, da smo ljudje. Ne? In če človek, in zakaj imamo podjetje? Podjetje je zato, da ustvarja za ljudi, na koncu koncev. Ja. No in če torej ljudje ustvarjamo za ljudi, potem morajo ti ljudje, ki so pred meni v službi, biti zadovoljni, veseli, srečni, ne smejo v ponedeljek zjutraj iti z slabim občutkom ali pa da jih tišči v trebuhu v službo, morajo biti veseli, morajo biti zadovoljni in če morajo kdaj otroka pripeljati v službo, pa kaj, mislim, najga se je to član njihove družine, ne? Če moraš kužeka pripeljati v službo, ga pač pripelješ. In meni se zdi, da preveč ločimo ta dva svetova, ko je v bistvu res samo eno. Ja, jaz se spomnim, da naprimer v tisti časi, ko smo tudi mi imeli firmo, da so rekli, da direktor mora imeti velik avto, da se je treba dobro obleči, ko greš nekam na sestank, češ da te bodo potem sodili, ne? In se spomnim, da je enkrat prišel k nami, nikoli nam pozabljal neki katerci in da so vsi skozi okno gledali, kva je to zdaj, pa se pa je skazali, da je bil eden najbogatejših in najboljših kupcev, ne? Res je. Meni je zanimivo, ker te ljudje, jaz pač opažam pri sebi, marsikdaj podcenjujejo, ne, zaradi videza, ampak včasih me je to še malo mogoče zmotilo. Zdaj mi je pa to taktična prednost, ne, zato ker ljudje mislijo, da se pridejo pogajati pač z nekom, ki, ko me pogledajo, ne, rečejo, to bo malo malca, to bo malo malca, tega bomo hitro obrnili in ponavadi se sprostijo, ne, in potem pridem jaz zadaj. Tako da ne, meni se zdi, da to danes ni več. Tebi se je že zgodilo, da ti je ena dala ključe, da boš avto? Ena mi je dala ključe, ena je avto parkiram, enkrat nisem dobil pijače, v eni gostilni, ko smo šli službeno, ker je ena kolegica lahko pijačo naročevala, pa je ni bilo, pa sem jaz prosil kelnarja za pijačo, pa je rekel, ne smem vam dati, pa sem rekel, meni je res lahko, je rekel, kdo ste vi? Sem rekel, direktor, pa me je tako potrepljal po rami, pa je rekel, danes je že vsak lahko direktor. In sem ostal brez pijače. No? To so take zanimive prigode, ki se... Je tako, pa je ta ženska naredila, ki ti je dala ključe, da boš ti parkiral? Ta ženska se mi še danes, ko me vidi, opravičuje, vedno je vijolična, bilo je res narodno. Ne? To je en dokaz, jaz mislim, da vsak tak človek pokaže, kakšen je. Ne? Bolj pokaže zase, kakšen je, kot pa da bi s tem pokazal, kakšen sem jaz. Ampak velikokrat tudi ljudje rečejo, da se pravi, če si tako dober do delavcev oziroma tako, da to znajo izkoriščati. A je to, kaj pa na tem? A morajo biti res bolj zreli? Ali v čem je skrivnost? Skrivnost je, da moraš biti kot vzgojitelj. Moraš malo paziti, seveda. Odrasli smo kot otroci, ne, če nam nekaj pripada, znamo to hitro izkoristiti. Ja. Mislim pa, da imam, ali pa verjamem, da imam v svoji sredini zelo odgovorne ljudi. Jaz tudi vedno pravim, zaposleni so odrasli, kar pomeni, da morajo neke stvari razumeti. In zelo velikokrat jim povemo, ali pa jih večkrat opomnimo, da vse te ugodnosti, vse, kar imamo, si je treba zaslužiti. Ne? Ja. Je pa ena bistvena razlika, ne, da naša generacija, ki je delala prej kje druge, pa pride k nam, je wow. Študenti, ki pridejo direktno z faksa, pa smo jim mi prva zaposlitev, njim je pač to, če je že na prvi stopni ali pa v prvi službi tako fajn, kak je šele druge, ne? In tega ne znajo toliko ceniti mogoče. A se ti zdi, da to, da nekaj ceniš v življenju, pa spoštuješ, odvisno od vzgoje ali od česa, ali tudi od družbe? A veš, ta spoštovanje se mi zdi, da je kar velik problem, ne? Mislim, da zelo od vzgoje. Da je vzgoje. Zelo od vzgoje, če pogledava, če starši danes ne spoštujejo učiteljev, kako jih naj otroci? Ne? Če smo vsi kapitalisti slabi, kaj si naj misli otrok, ko stopi v službo k nekemu kapitalistu? Ne? Da pač avtomatsko si slab. Ne? A je v Sloveniji ti pač vpogleda več takih firm kot ti, mislim, je kaj več idej na to? Vedno več, jaz sem zelo vesel, da se vedno več tega dogaja, da smo mogoče naredili en prepih v slovenskem poslovnem prostoru.
Predvsem pa se pozna pri mladih. Najmlajši menedžerji bi zelo radi bili ali pa zelo posnemajo ali pa jemljajo ideje in jih prilagajajo. Tako da sem v bistvu vesel. Začeli smo res mi z neko oranjem ledine, ne? In velikokrat so me označili, da pač sem malo čez les, da po vsem tem, kaj počnem, mi ne bi smelo uspeti, ampak evo, po tolikih letih smo tu in nam uspeva. Mislim, jaz sem, ko sem brala, naprimer, to jaz naprimer tudi svojim sinovom govorim, pa mladim ljudem, ne, da je super, če imaš firmo in tako naprej, ampak da se moraš ves čas zavedati, da moraš imeti zadovoljne delavce in da moraš v firmo tudi vračati, ne samo jemati, ne. Kako to izgleda pri tebi? Mislim, kako to lahko razložiš tako preprosto, da ne rabiš procentov govoriti pa tako. Kako to izgleda? Mislim, ta krog pri tebi, da ostaja v tem. A ti nimaš ideje, da bi imel še malo več, pa še malo več, pa 2 avta ali pa 3 avte? Jaz imam to idejo, ne? Zaradi tega, ker če nimaš ideje, če te nič ne vleče, pa motivira, pač ostaneš na mestu. Če ostaneš na mestu, pa drugi rastejo, pomeni, da greš ti nazaj. Tako da jaz imam ideje, ampak moja ambicija nikoli ni bila merjena v materialnih stvarih, bolj v impaktu, ki ga pustim. Ne? Mene bolj driva, ali sem sposoben v nekem Mariboru, ki velja za pač industrijsko mesto, ki je po razpadu Jugoslavije propadlo. Kot že umira, ne? Ja, spet vzpostaviti, ne vem, neko multinacionalko, ki bo ponos Slovencem. Ne? To je meni tisto, kar recimo mene žene, da še. In zato, ker se res ne grebem zase, mi je mogoče tudi lažje pol deliti. Tako da jaz imam res ambicije, predvsem v tem, da dokažem, da se da pokažem tudi drugim, da ne glede na to, da je vse črno ali pa da vsi govorijo, da je vse črno, da kljub temu lahko uspeš. Pa bom pa zdaj tebe to, te sicer nisem mislila vprašati, ampak naprimer, zdaj vidim, kaj ti pol misliš o teh davkih pa tako. Jaz si vedno predstavljam, da mislim, so ti davki v bistvu zato, da imamo mi zastonj šolo pa zdravstvo, tako nimam takega velikega problema s tem, no. Kaj ti misliš o tem? Zdaj sem pa namreč enega zelo znanega poslovneža poslušala, da ne, da to je, ne vem kaj še vse, saj vsi, ki dobimo plačo, damo tudi davka, ne? Ne, da se deli na ene, ki delajo v privatnem sektorju in une v javnem sektorju. Vsi, ki zaslužimo, damo davek, ne? Vsi plačamo davek, logično. Kaj pa to? Davek mora biti. Davek je pač plačilo, jaz se hecam, pa rečem, davek je plačilo storitve državi. Ne? To pomeni uslug, ki jih država nudi meni. Ja. Jaz bi si zelo močno želel, da bi spremenili to, da bi vsi ljudje dobivali bruto plačo nakazano na transakcijski račun in da bi ljudje sami plačevali davke. Ja, ampak potem bi ljudje imeli občutek, koliko česa plačamo, pa komu. Ne? Zdaj pač delavci velikokrat rečejo, mene bruto ne zanima, mene zanima neto. Ja. Ampak tvoja plača je bruto. Jaz pač v tvojem imenu nakažem državi tvoje stroške. Ja. Tako da davki morajo biti. Da je naša država predraga, vemo vsi. Ker smo mehni, ne? Ja, je pa res, da jaz se nikoli ne oziram na to, v kakšnih pogojih poslujemo, zato ker pač verjamem, da moram se znajti, ne morem čakati na druge, tako kot je zdaj, kot je ravno aktualno, ne, Trumpove carine. Ja. Zdaj lahko čakam, kaj se bo zgodilo, lahko pa rečem, nič, mi pač za Ameriko nehamo delati, pa Trump je nepredvidljiv, kaj bom zdaj čakal, da se bo golob zmenil z Trumpom ali pa von der Leyenova, ne, gremo svojo pot. Ne, in mislim, da to je tista prava pot, ne čakati drugih, ampak pač vzeti vajeti v svoje roke, pa špura. No, ampak ti veš, kaj to pomeni, da mi dobimo naprimer celo bruto plačo, ti veš, da vse mladi ne bi dali nič v pokojninsko, mislim, se vidiš v Ameriki, kakšna družba je, ne? Ne, vse po eni strani je prav, da je tak, ne, ker nismo zreli, ne? Ja, ampak ljudje pač velikokrat ne vejo, ne, da je plača cela in potem imamo občutek, da delodajalec da slabo plačo, ne vejo pa, da več kot pol tvoje plače je šlo drugam. Ampak ti si čisto od vsega začetka hotel biti biznismen pa tako. Niti slučajno. Denar me je, ja. Ja, te je motiviral, če si čisto stopnišček, jaz sem ga tudi. Denar me je motiviral, zaradi tega, ker je bil pač ta denar za tisto, kar sem si lahko res sam zbral. Ti kot otrok dobiš nekaj, pa ne rabiš mame vprašati, ali lahko, je pač nek fajn feeling.
Tako da me je skozi motiviral, sem si pa želel biti učitelj. To je bila moja življenjska želja. Pol me je pač nekako pripeljalo v posel, ki mi je tudi bil všeč. Sem pa to željo po predajanju znanja potem pač skozi 20 let udejanjal skozi poučevanje plesa. Ampak tudi zdaj, kakor vidim, si učitelj, imate celo nek festival, vidim, da si razpisal neko šolo oziroma da coachaš ljudi in to celo zastonj, tako da jaz se prijavljam, prosim lepo. Mislim, to se pravi, si učitelj, ne? Ja, odločil sem se zdaj, ne maram, ali pa ne morem reči ne maram, dvomim o sposobnostih teoretikov, ki so se celo življenje prebirali knjige in so zdaj svetovalci, ker verjamem, da si lahko pravi svetovalec ali pa da nekoga nekaj naučiš, če imaš izkušnje. Ne, da si prebral milijon knjig in si potem že guru. Tako da si nikoli nisem upal nikomu nič svetovati. Zdaj po 30 letih podjetništva pa po nečem, kar lahko pokažem, da nekaj stoji, pa da nekaj smo naredili, pa mogoče imam malo več samozavesti, da grem tudi na to pot. Ja. In ti si se pravi začel štartov z majhnimi, drobnimi stvarmi, ne? In potem začneš, kar naenkrat nam upišeš ene svoje mlade dvome, ne? In daj mi povej zdaj, če se že tako pogovarjava, jaz sem sicer rekla, da bo to v drugem planu, ampak vseeno, tako me zanima, ne? Žal, na primer, veliko ljudi slišnih še vedno rečejo, on je bolan, mogoče bi ga bilo treba malo, se z njim ukvarjati pa popraviti, ne? Kako to izgleda, ko začutiš v sebi, da te zanima nekaj drugega, kar bi te moralo zanimati? Naprimer, namesto punc, fantje. A ti to bi lahko skontroliral? Ne moreš tega kontrolirati. Ne? Ja. Tega ne moreš kontrolirati. To ni bolezen. To je dokazano, da je 10% med vso populacijo, ne samo človeško, ampak tudi med živalmi imamo to in to med vsemi živalmi. Jaz vedno pravim, če bi si lahko sam zbral, nikoli v življenju ne bi hotel biti gej. Tudi moji prijatelji, vsi pravijo. Pa ne zato, ker mi ni zdaj fajn, pa ker ne uživam, ampak pač, ker bi bilo lažje. Ja. Po eni strani bi bilo lažje. Človek to pač začuti in v tistih časih, mislim, danes je bistveno lažje. Danes vsak pozna že nekega geja. Če se zdaj pogovarjava slabih 40 let nazaj, še v času Jugoslavije, nisi poznal nikogar, vsak je bil ožigosan, vsakega so se norca delali. Ne? Mi smo tam v Mariboru mislili, da vemo, kje se geji izbirajo, pa smo pravili, gremo pet retepst, ker te je bilo treba pretepati. In potem se seveda skriješ sam vase, ne upaš niti sam sebi priznati, ali pa si tajiš, nekako upaš, da bo minilo, da bo enkrat nekega dne pač to šlo. Ne. Jaz vem, da sem, ko mi je bilo res grozno, celo razmišljal, da bi mogoče moral iti za župnika, ker tam bi bil pač... Mama mia. Tam bi imel mir, mogoče mi je zato danes malo bolj jasno, zakaj je toliko zlorab, ker pač ne moreš. Na gimnaziji oziroma na pedagoški gimnaziji so me naučili, da je spolnost biološka potreba, to pomeni, da se ne da zatreti, nikakor, ne. In pač potem enkrat to sprejmeš in najlažje je, oziroma bolj sprejmeš, ko poveš drugim, in ko vidiš, da so te tudi drugi sprejeli. Ko te par ljudi sprejme, potem je lažje se sprejeti tudi sam. A veš, da ko te poslušam in res pomislim, naprimer, koliko ljudi mi je reklo, da nikoli, da če bi lahko zbirali, si tega ne bi zbrali. Mislim, res smo nefer ljudje. Mislim, ker nekomu nalepiš neko nalepko za nekaj, kar je pravzaprav, to je glih tako, kot če bi se temnejši rodil ali pa... Mislim, pa to je intima, to je čista intima. Ne vem, koliko ljudi je pa slabih v posteli, pa nimajo nalepke, pa bi mogoče ti morali imeti prej nalepko. Ja, pazi se ga, ne z njim v poslu. Ampak ti si se pa pol zaljubil iskreno v punco. Ja, jaz nisem imel s tem nikoli težav. Mene je vedno metalo, malo levo, malo desno. Zato sem skozi govoril, pa še danes, če bi se moral pač nek predal ali pa v neka ljub dati, rečem, da sem biseksualec, mogoče celo bi moral reči, da sem panseksualec, ker sploh ne, ker meni je všeč
ali pa me spolno privlači človek, ne glede na spol. Ja. Ne? Če me nekdo pač privlači, me privlači, če je neka kemija, neka energija, nima zdaj veze, kaj imaš med nogami. Ne? Tako da, ja. V bistvu je to na nek način njena prihodnost, po moje, ko bomo ljudje razbili v resnici te predsodke. Ljudje se omejujemo, ne? S vsemi predsodki se samo omejujemo in sploh si ne dovolimo, da bi polno zaživeli, ne? Da bi doživeli še kaj drugega, ker kot ti, če ti te meje daš stran, če se osvobodiš, če si upaš, drzneš poskusiti kaj drugega, si velikokrat presenečen, da je kaj drugega tudi dobro. Ja. Ja. In jaz vedno pravim, da me žalosti ali pa da se ogromno ljudi prikrajša za ogromno izkustev, ki so čudovita v tem življenju. No, ampak kakor vem, ti tudi, naprimer, zdaj te bom potegnila pa na to žensko stran, mislim, ti zelo lepo govoriš o ženskah in zdi se mi, da nas kar dosti zastopiš, ne? Ampak vidiš, tudi ženske se moramo ubadati s tem, da smo nevredne, da boste moški odločali o naših telesih, da nam boste moški povedali, a veš ti, jaz sem celo življenje morala poslušati, da je nože zvezdanca, začni že malo z glavco razmišljati, ne z možgančki. Ne? Mislim, jaz tega ne razumem. Ne razumem, meni je bilo najbolj fascinantno, ko smo dobili leta 2022 nagrado Združenja Manager za to, da v podjetju vključujemo vse spole in smo res vključujoče okolje. So mi rekli, naj povem tudi nekaj o ženskah, v smislu, ne, da še danes zmerom niso enakopravne. Ja. Pa mi je bilo tako naj jaz o tem govorim, če pa sploh ne razumem, da ne bi bile enakopravne ali pa da bi bile manj vredne ali pa da bi vam nekdo moral reči, ne vem, uporabi možgane. Se pa smo vsi ljudje. Mislim, za me to sploh ne obstaja ta razlika. Ampak a razumeš, naprimer, z moškega stališča, zakaj to se počne, naprimer, ali pa da ne smemo biti glasne, jaz ne smem mahati z rokami, pa mislim, ta je malo odpičena, razumeš, kad tako na glas govori. Jaz bi rekel, koga gleda vsakega. Ampak Razumeš, odkje je to? Spet strah? Je to spet... Jaz mislim, da je strah. Če se bo moškega strah, ženske, ali kaj? Jaz mislim, da je vsakega človeka strah, vsak moški bi rad bil, moški bi morali biti alfa samci. Ja. In skrbeti bi morali za družino, za žensko, da jo spravimo pod perutničko in da je varna. Jaz mislim, da iz tega to predvsem izhaja, da si moški pač iz tega razloga ne dovolijo, da bi ženska bila. Ja, ampak... Mislim, za me je to butasto. No, se itak danes, mislim to, da bi nas spravili pod perut, pa to več ne gre, se enako hodimo v službo in ne vem kaj še vse. Jaz sem zadnjič imela so me povabili za govorko in sem kakor ženske, nežne in šibkejši spol. A veš, da sem ugotovila, da ženske nismo naš šibkejši spol. 80 let nazaj je moja babica rodila 9 otrok, moža ni bilo nikoli doma, ki je okrog hodil pa služil, kadarkoli je pa prišel, pa je otroka naredil. Mislim, nežnejši spol je spravil 9 otrok po koncu, ali kaj? Ja, tak je. Mislim, česa bi se bali, zakaj se ne bi spoštovali, zakaj misliš, da se ne spoštujemo? Ne vem. Meni to ni mi jasno, ker ne znam tega si niti sam sebi razložiti ali pa da bi sploh razumel, kak je lahko nekdo tak, da nekoga ne spoštuje ali pa da se nekdo sploh upa kadarkoli, pa ne govorim zdaj samo v odnosu moški-ženska, ampak generalno, da se nekdo sploh lahko postavi nad drugega. Jaz mislim, da smo vsi enaki, da smo vsi ljudje, da če ima nekdo več znanja ali pa neko večjo inteligenco, mora s tem znati odgovorno ravnati, pa reči drugim pomagati, ne pa da se dvigne ven, češ. Ja, katere so tvoje mislim, ti imaš tu 3 sinove in kakor se berem tudi in slišim, o tebi si zelo dober oče. Hvala. In da je to ena izmed tvoje, se pravi družina, tvoji otroci. Katere so tvoje vrednote, no? Tako, če bi jih... Zagotovo je prva iskrenost. Ta je res poštenost, tudi integriteta, walk the talk, to pomeni to, kar delaš, ali pa to, kar govoriš, tudi res delaj. Drugače pa res družina mi ogromno pomeni, prijateljstvo mi ogromno pomeni, pa ti iskreni odnosi, res, da si nekje res lahko sproščen in da se v polnosti sprejemamo, da pri partnerju, pri komerkoli ga sprejmeš takega, kot je,
In v bistvu, če ga ne moreš sprejeti, delaš na sebi, da spremeniš ta pogled, da ga lahko spremeš. Sebe spremeniš, Sebe ne? moraš, ja, No, drugače ne ko gre. začnemo pa sebe spreminjati, je pa kar težka, ne? Jaz delam to celo življenje, Ja. meni je to, ne, jaz tudi v službi pravim vsakemu novemu, ki pride, ne, ko prideš k nam, če misliš, da boš padel v cono udobja, po ne vem kolikem času ne boš, ker kakorkoli bomo zaznali, da si v coni udobja, boš dobil šamar, pa greš ven z cone, ne, ker se mi zdi, da skozi je treba rast, skozi je možnost za rast, skozi lahko človek napreduje, celo življenje. No, ti si bil kar direkt, kako bi rekla, iskren sam s sabo, ampak kljub vsemu, mislim, jaz si vse predstavljam, te psihične težave, te stiske, na katere si pa naletel, pa govori o tem, da se nisi mogel čisto sprijazniti s temi pritiski od zunaj. Ja, ampak predvsem pritiski, ki so mene, po moje, če jih zdaj nazaj analiziram, spravili v te psihoze, so predvsem tisti, ki so neobvladljivi ali pa ki niso v moji moči, da na njih vplivam. Ne, lahko vplivam samo na svoj pogled na to, ampak če imaš neke stvari težke na sodišču, ki ne veš, kako se bojo končale, sploh malo spoznaš sodstvo, pa ugotoviš, v kakšni državi živiš, pa te vseeno malo strah, nekako ne moreš tega dati, ne, tega bremena, ki visi na tabo, ne moreš čisto dati stran. Ne, in to se mi zdi, da je mene najbolj pokopalo, pa potem se je zgodilo še par nekih stvari. Ja, ker ti si v bistvu se moral tudi odločiti, pa mislim, kdaj si v družini to, mislim, vidva sta, a si, ko si se z Matejo, svojo ženo, bivšo, spoznal, je ona vedela, da za tvoja ta druga nagnjenja, to je bilo vse odkrito, nista nič skrivala. Ne, midva sva, jaz seveda sem vedno to skrival še takrat, ne, Ja, mislim skrival. Tako kot ti ne prideš k meni, pa danes, ko sva si dala roko, nisi rekla Zvezdana straight, ne? ja, Tako jaz nikoli nisem rekel Marko biseksualec, ne? ja, In ko sva se z Matejo spoznala, pa začela biti skupaj, se mi je tako po nekaj tednih zdelo, da je to pa postaja zelo globoko resno, da je na nekem drugem nivoju. In se mi zdelo, da tako ali tako najbolj prav je, da grem v odnos iskreno. Ne? Če ne greš v odnos iskreno, je že v štartu to. Po moje z tega odnosa nič ne bo. Ne? Tako sva po moje 3-4 tednih imela pogovor o tem, ne? Na moje presenečenje je Mateja to sprejela, je rekla, meni je to čisto ok, mislim, me nič ne moti. ja. In sva bila v tem odnosu zelo odkrita drug do drugega. To pomeni, da je vedela vse. Kaj pa otroci? Ker danes, a veš, vidim, da naprimer so že problematične neke slikanice, kdaj otroku povedati, kako povedati in tako naprej. Mislim, a so tvoji otroci geji? Noben, pa jaz znam... Namreč, jaz to moji mami rečem, poslušaj, vsi geji so zrasli ponavadi v heteroseksualnih družinah, a ne? Točno to. Jaz ne, mislim, če bo kdo od mojih otrok gej, pač naj bo, ne? Ja. Jaz si včasih celo malo provociram, ne? Ko vprašam, sploh ta velika dva imata tako že resne punce, ta malega vprašam, imaš zdaj kako, ali imaš kakega fanta? A ti nehaj, nisem jaz tako ti. Ne? Mislim, tako da ni me niti malo strah, jaz verjamem, da je pri tem tudi en del je genetika, en del pa ima po mojem mnenju vpliv tudi figura očeta v življenju, ne? Zato mislim, da je manj lezbik, ker tam je mama težava. Ne morem reči, da je moja oče težava, no? Ampak tako sem si nekako to razložil. Ne? Ni me pa niti malo strah, da bi moji otroci bili, ali pa tudi, če bi bili, no. In otroci so v redu sprejeli, imeli so na začetku mogoče malo težav v šoli, ker sem jaz pač takrat to javno objavil, bili smo že toliko znana družina, da je to šlo po Mariboru svetlobno hitrostjo. Po Mariboru, mislim, Ja, si tam- predstavljam, tako kot je na mojem Ptuju, to, Ja, to je, ko ve en, vejo vsi. tako. Ampak otroki sem naučil, da v bistvu niso njihovi vrstniki hudobni. Ne? Naj pač to vzamejo tako, da so otroci pač to slišali doma od staršev in naj ne bojo. Ne? Pa smo se malo pogovorili in so se tudi naučili sami braniti. Moram pa reči, da zadnjič mi je ravno so mi razlagali, da so zelo ponosni name, ne, na svojega očeta. Tako da mi je, nimajo v bistvu s tem težav in jim je to čisto kul. Pač sprejemajo to kot del normalnosti. No, zdaj si me, ki si glih Maribor, pa to, oziroma na Štajerskem se je zgodilo to, ko so tega otroka maltretirali, pa tako. A se ti zdi, da bi tvoji sinovi lahko maltretirali tako enega? Mislim, A je da, to, oziroma, kako bi ti to reševal? To zanima. mislim, da ne.
Svoje v roke v ogenj nikoli ne moreš dati, Ja. ne, zato ker pač vem, da potegnejo lahko vrstniki, ne, ker pač seveda kot otrok hočeš pripadati, ne, in če je cela skupina taka. Mi se dosti o tem pogovarjamo, tudi v naši družini z Matejo otroci nikoli niso videli nasilja, niti nobenega drenja, niti med nama. Ne, midva se res, mislim, da sva se samo enkrat v 15 letih zakona, da sva povzdignila res glas drug na drugega. In tudi otrok nikoli nisva kričala na njih, nikoli jih nisva tepla, vedno smo imeli pogovore in nekako skozi vzgojo pa skozi prikaz pozitivnega, kak bi naj bilo. Tako da jaz verjamem, da, mislim, Da ne bi. da ne bi. Kako bi da pa ne ti rešil, naprimer, to? Zdaj pravijo, da bi zaostrili zakonodajo, pa otroke dali prej v zapor ali ne vem kaj. Mislim, Starše bi bilo ti treba... si kreativen, zdaj te izzivam. Jaz bi naprimer, ne? izzival starše, ne, ker Ja. otroci nikoli niso sami tudi, problem. ja. Otroci nikoli niso problem, ker vidim ogromno otrok, učil sem 20 let ples, dal sem skozi svoje roke. Ogromno otrok sem naučil plesati in vedno, izključno so bili problematični starši. Vedno. Tudi jaz se strinjam s tabo. In zdaj pa greva na tvojo divjo plat, Okay? na tisti del, Sem kjer me je pripravljen. mene bolelo. Mislim, ti si res dosti upaš. A veš, ti pišeš in govoriš jasno in glasno o svojih zlomih, o svoji izgorelosti. Pišeš o tem, kako ti je bilo težko priznati tudi kot direktorju, ne? A veš, si takrat izgubil kaj avtoriteto oziroma kakšna izkušnja je to? Ugotovil sem, da v bistvu z ranljivostjo pa s prikazom tega dobiš še večjo avtoriteto, večjo zaupanje. In spoštovanje, In verjetno. spoštovanje, Ne? Ja. Ljudje v bistvu, kako nam slikajo uspešne menedžerje ali pa uspešne ne, tudi politike, ne? Vsi imajo vse BP. Ne? Ja. V resnici noben Nobenega ni, na noben svetu od ni nas na nobenega, svetu ne, nima ne. BP življenja. Ne, in če pokažeš to svojo ranljivost, da si tudi ti kadval pod kožo, da se tudi ti zlomiš, se v bistvu ljudje lažje poistovetijo s tabo. Ne, in če se poistovetijo s tabo, pomeni, da postaneš eden izmed, ne eden nad, ne, in ti tudi lažje sledijo. Jaz mislim, da se to zaupanje v podjetništvu vedno vzpostavi ravno s tem. Se pravi, ne restrikcije, ne kazni, ampak zaupanje, spoštovanje. To je moj način in bom vedno zagovarjal ta način. In ti si se zlomil, ampak ti si tudi neskončno, huronsko, strastno živel, se pravi, droge, mislim, seks, rock and roll, a ne? O tem pišeš direktno. A veš, ko si pisal, ko sem nekaj, da me je kar bolelo, ker sem si predstavljala, kaj si bo kdo zdaj zraven tega mislil. Jaz sem sočustvovala s tabo, da si ne bi ljudje o tebi grdo mislili, ampak po drugi strani si me pa s tem sprovociral. Pišeš, naprimer, kako kadiš travo in kako nate dobro vpliva, ne? In potem se spet vedno znova sprašujem, ti govoriš o tem odkrito in se ne bojiš, da boš mogoče koga s tem, ko debatiraš o tem in o tem govoriš, na koga povabil katite travo, ne? Ali kaj, mislim, se veš, tako se bojimo, mi ne govorimo o tem, pol pa tega ni, ali kaj, ne? Ne? Reklame za alkohol so prepovedane. Pa pijemo, ker Pijemo tako. Ne? Ja. Mislim, pa nobene reklame ni, pa nobene smejo oglaševati alkohola. Ne? Jaz za marihuano verjamem, če je to trava, ki je zrasla V v naši naravi, zemljici, ja. ne, potem že ima svoj namen. Nikogar ne poznam, ki bi zaradi marihuane postal zasvojen, ker pač ne povzroča Ali pa zasvojenosti, agresiven. ali pa agresiven. Ne? Kar pri alkoholu, ja. Ja, točno to sem zadnjič imel debato, ne, da ne poznam nekoga, ki bi skadil marihuano, pa maltretiral svojo ženo ali pa otroke, pa jih celo tepel ali pa se zdiral na njih. Ne. Prej si vse je kul. Po drugi strani pa poveže. Jaz mislim, da pohitri, ker se na te receptorje poveže, nas umiri in pač pohitri proces razmišljanja in meni pač to pomaga. Ampak zakaj si upam tako travi govoriti, ne? Ker sem jo tudi jaz zelo skrival. Aha. Zelo skrival, ampak z leti, ko te ljudje spoznajo, da si zelo odprt, da si malo odštekan, ne, pa ko mogoče komu upa že povedati, da pa kdaj skadiš, potem pa naenkrat ugotoviš, da vsi kadijo. Ne? Ja. Da vsi kadijo. Ne?
In potem se mi je zdelo, da če o tem pišem, da to ni nič takega. Ne. Ampak kljub vsemu v Sloveniji je dovoljeno in normalno in celo frajer si v nekih določenih krogih pitje, alkohola, pier, gremo ali pa šnopc, medtem ko trava je pa prav tako za bluzatorje. Mislim, kako je to možno? Namreč in alkohol in trava sta dar narave, ne? Sta del narave, ne? Ne vem, zakaj je to tako. Škoda se mi zdi, da je to. Škoda, a ne? Lahko bi to, če bi bili pametni Slovenci, zelo močno izkoristili. Ne? Amsterdam živi zaradi tega, ne od tega. Tudi Slovenci, če bi imeli to, bi država bi prvič kontrolirala, davke pobirala. Ne? Pa predvsem tudi zdravilno je, ne? Mislim, v mnogih primerih v bistvu zelo pomaga ljudem, ne? Sprosti in zaspati in tako naprej. Za marsikaj. Vse je dokazano, vse bo počasi. Bo počasi. Bo. Kaj pa druge droge, tudi o drugih drogah pišeš direktno? Druge droge? Surovo, ja. Druge droge so pa tak, jaz pač v življenju, tako kot sem prej rekel, ne, zdi se mi, da neka izkustva je treba dobiti. Jaz pač sem vedno, meni se je vedno v življenju zdelo, da je treba vse probati. Ne? Da pač moram probati, ker ne želim umreti, da nekaj nisem probal. In vedno sem seveda bil zelo previden. Nekatere droge sem probal enkrat, pa nikoli več, ne? Se pa seveda zgodi, ne? Ker se pač tako kot se vedno zgodi, da ko se ti psiha poruši, ko si v nekem, ne? Če padeš v nek cikl, se ti pač lahko tudi droge maščujejo, tako kot so se meni. Nekdo drug se mogoče zateče k alkoholu, nekdo drug se zateče k čemu drugemu, meni so pač takrat bile droge. Ne? Ampak na srečo se imam toliko rad, da sem sam sebe začel kregati, da pač to več res ni vzdržno in si poiskal pomoč. No. In si se rešil? In sem se rešil, ja. Ampak je bilo kar hudo? Ja, pa ni bilo se toliko hudo rešiti, ker to imam jaz v glavi, ker če se nekaj odločim, se pač odločim in sem. Ne? Ker drugače bi tudi, mislim, če bi bil labilen, bi težko prišel skozi življenje, ne? Vsem tem. Ni bilo tako hudo, bolj je bilo mogoče tisto, včasih so trenutki, ko te tisto res pograbi, takrat moraš biti močen, ampak takrat mi je Gašper, moj mož, hvala Bogu bil ob meni, da je preusmeril pozornost in je v bistvu v nekaj mesecih je to izvenelo. Zdaj si rekel zelo pomembno stvar, ti nisi labilen, ne? To se pravi, da je v bistvu na nek način, če iščemo, saj veš, mi bi radi recepte, kako živeti uspešno, ker ti si uspešen, tebi je kljub vsemu čisto vse ratal, kar si, a ti? Recimo, ja. Ja, ti je, ne? No, mislim, se tudi ne rabiš biti brez veze skromen, če ti, ne? Si lahko ponosen. Ker tudi tem Slovenci s tem ponosom imamo tudi probleme, ne? Ja, ampak jaz sem kar ponosen. Mislim, vem, kaj mi je uspelo, ampak ne želim vedno, dovolj samokritičen sem, ne, in vedno vedno se sprašujem pol, ali bom izpadel ošaben, ne, ali sem še v tistih normalni meji, zato paziš, kako rečeš, ja, razumem. Ker po drugi strani, naprimer, jaz poznam tudi ljudi, ki se prav za nalašč nič nočejo pohvaliti, mislim, da jim je uspelo, da so dobro situirani in tudi ne vem, zakaj bi pa skrival to, mislim, če tebi rata, pa če si bogat, pa ti uspešen, mislim, na to bi bil človek ponosen. Ja, pa jaz vedno pravim, tudi odvisno je, ne, s kakšnim namenom razkazuješ to, kar imaš, ne? Ali razkazuješ zato, da tu sem, glejte me, ne, uspelo mi je, ali razkazuješ bolj s tem, ne, uspelo mi je, tudi meni, kar pomeni, da lahko tudi vam, dajte, upajte si. Ne? Jaz mislim, da je to, ali navdihuješ, ali pa si nečimern. Ja. No, ampak ti si, in potem pri vsem tem, se pravi, pri tem psihičnem zlomu, pri teh drogah, si pa na koncu dobil še ta pravi nož, kakor bi se reklo, dobil si kazen, a ne? Ja, to misliva zdaj na HIV. Ja, na HIV, ne? A si tako doživel to kot kazen, ali? Pa mogoče mogoče res tisti prvi trenutek. Čeprav moram tako reči, ne, če sem zelo iskren, ko vse si v knjigi prebrala, ne, ko je človek pač si res upa, pa drzne, pa preizkuša, se pač zaveda, da je tudi
Ne? Možno. Možno, da je to tudi nek rizik obstaja. Ne? Ampak jaz sem se vedno vprašal, kaj bom zaradi tega strahu v celibatu ali bom pač si privoščil življenje, ne? Pa kaj bo. Ne? In sem se odločil za to drugo varianto. Mogoče tudi zato, ker sem enega znanca, ki je zelo zgodaj umrl, ko je bil star, mislim, da 42 let. Aha. In je njegova žena takrat rekla, veš kaj, on je pa že tudi vse doživel, on je živel res polno življenje in mi ni hudo za njega, kaj vse, ker je res izživel. In meni je bilo takrat isto, vse je res v končni fazi. Ne? Ni važno, kdaj umrem, važno je, koliko sem da si živel na polno in da nisi živel generalke, ampak premiero svojega življenja. Ne? In pri HIV-u je bilo pač šok, zato ker vsi gej ali pa pedri, jaz rečem, vemo, da to je, da nas to lahko čaka, ampak vsi v glavnem to malo dajemo, ne, se mene ne bo. Ne? To je tako kot pri Iraku, mene že ne bo. Ne? Ja. In ko me je doletelo, je bil res mogoče en občutek, kot da je eno brezno pred mano, sploh ta občutek neznanosti. Vedel sem, da zdravila so, da zdaj v bistvu umrl, verjetno ne bom. Ampak mene je bolj zlomilo to, kdo bo še hotel biti z mano. To je bilo meni tisto, zdaj pa nek žig, ki se ga sicer ne vidi, ampak če boš hotel imeti nekoga resnega, boš seveda mu moral povedati. Sam pa sem imel izkušnjo, ko sem spoznal človeka, ki mi je kar tako rekel, jaz imam HIV, da si se pazil, kaj boš. Ja, da nisem upal piti z njegovega kozarca ali pa da bi se ga dotaknil, ker sem imel en tak, ta ima HIV in tisti občutek ne HIV, pa zdaj ker preskočil z njega na mene. Kak je to res s tem HIV-om? Mislim, AIDS, oziroma če zdaj... HIV se prenaša samo z krvjo ali pa z spermo, kar pomeni, da... Nemogoče, da... Nemogoče. Zdaj, teoretično, če bi mi dva se zdaj poljubljala in bi imela oba rane v ustih, bi bilo možno. S tem, da pa seveda zelo odvisno tudi, koliko virusa je prisotnega v krvi na mililiter. Jaz sem imel srečo, da bi meni bilo to zelo malo, 50 kopij virusa, medtem ko imel takratni partner, je imel 1,5 milijona kopij virusa. Ne? In potem ti z retrovirusnimi tabletami virus v bistvu onemogočiš, da se razmnožuje, ga nimaš več v krvi, ne da se ga najti in si v bistvu varen, tako da živiš lahko čisto normalno življenje. Aha, to se pravi, mi dva lahko pijeva z istega kozarca in vse. Mi dva lahko tudi seksava nezaščiteno in se ne bo nič zgodilo. Aha, to pa nisem vedela. Če pa imaš AIDS, to je pa drugače, ne? AIDS pa je... Kakšna je razlika HIV pa AIDS? To smo že malo pozabili, vse to so nam govorili, ne, se spomnim na tistem času. Meni je bilo zanimivo, ker se je začelo po Mariboru govoriti, da imam AIDS. In ko me kdo vprašal, če imam res AIDS, sem lahko rekel mirno, da ne. HIV je pač virusna bolezen, virus, ki uničuje CD4 celice, ki v bistvu nam gradijo imunski sistem. Vedno, ko zbolimo, je število teh celic nizko. Ampak HIV v bistvu počasi skozi leta te celice uničuje, da padajo in ti, če nisi testiran, v bistvu sploh ne veš, ker nekih znakov ni. Ti, ko imaš HIV, pojma nimaš, niti kdaj si ga dobil, nekateri imajo določene simptome nekaj dni po okužbi, ampak to potem izveni po enem tednu in ti sploh ne veš, da se ti kaj zgodilo. Na kaj se greš pol testirati, na HIV ali na AIDS? Na HIV. Na HIV se vedno greš? je HIV. AIDS je bolezen, ki nastane, če se HIV ne zdravi. To pomeni, če to celice padejo enkrat pod tam na nekje, zdrav človek ima okoli 600 teh CD4 celic, če padejo pod 200 in se ne zdraviš, dobiš pa AIDS. AIDS pa pač pomeni, da je tvoj imunski sistem tako sesut, da jaz samo pihnem vate, pa bo že dobila, ne vem, pljučnico ali pa neko bolezen in je tudi težje se potem zdraviti, ker imunskega sistema ni in pač AIDS ponavadi vodi v smrt. Če si ti HIV zdraviš, jaz ga zdaj imam 11. leto, v bistvu sploh, če zjutraj ne bi rabo vzeti tablete, sploh ne vedel, da ga imam. Ja, meni se zdi to pogumno, da tako govoriš, mislim. Zgovorim zaradi tega, ker ko sem sam bil v tem, sem dobil v bolnici samo eno knjižico, kjer je bila na 3 straneh zgodba nekoga, ki živi s tem, pa zgodba je bila anonimna.
Ja. In ko ti to prebereš, pač se ne veš, ali so te hteli samo potolažiti, ali je res tak, ne? In tu težko o tem koli govoriš, imaš nek občutek, da sploh na začetku smo blazen strah, da to je pa res, to bom pa res stigmatiziran. Ne? Ja. To bom pa res stigmatiziran, ampak z leti, ko sem potem spoznal druge partnerje, pa vsakemu, ko sem povedal, pa je bil malo bolj podučen, je rekel, hvala Bogu si mi povedal, ne rabim jaz prepa, te profilakse kot kontracepcije za HIV, kar tudi obstaja. Ne? Vsak je rekel, ok, če si ti zdravljen, lahko imamo nezaščitene odnose. Ne? Kada so vsi to, ko so ljudje drugi me sprejemali, zelo tako, se to nič ni, sem ugotovil, da v bistvu res nič ni. Ne? In da je danes pač to tako sladkorna. No? Ja, hvala ti za to razlago. Mislim, da smo vsi, da nam bo vsem, mislim, smo se vsi spomnili, ker jaz se spomnim tega takrat, ko je bilo to v 80-ih letih, pa kar nekam zginili to, ne? Ja, ker ni bilo več, ne, se tako je pač v medijih. Kako pa so tvoji sinovi to, v bistvu, ko si jim povedal, da si bolan, pa to, kako so to oni sprejeli? Cool. Moji otroci so vedno tak, če vidijo, da sem jaz ob tem vesel, pa nasmejan, potem pač to tudi tako vzamejo, ne? Če jaz bi jim zaskrbljeno to povedal, bi verjetno bili zaskrbljeni. Ne? Bili so zelo zaskrbljeni bolj zaradi mojih psihičnih težav, takrat, ker so videli, da ne moreš, ker ti res v resnici nisi mogel nič. Nič. Kako to izgleda? Ne moreš nič, ne moreš vstati, ti, ki si tako... Grozno. To je v bistvu, ne spoznaš se več, spraskal bi si glavo, zaletaval sem se v steno, ubil. Nisem imel želje po samomoru, ampak po samopoškodbi pa ne zato, ker pač imaš, mene je predvsem občutek nesposobnosti zajel. Nesposobnosti, ker nič več ničesar nisem več znal. Nisem se znal boriti s sodiščem, nisem se znal boriti s firmo, vse se je zdelo, da naenkrat ne zmorem več. Ne? In jaz vem, da sem si cel čas v glavi skozi ponavljal, ne morem več, jaz ne morem več, dajte me nekam, ne morem več. Enostavno, ti vsi pritiski so bili premočni. Ne? Ampak to se nabira leta. Ne? In tudi, če si recimo uspešen, si ponovadi tudi v družini širši tisti, ki bo vedno za vse poskrbel. Kdorkoli ima problem, ne? Vsemi problemi prihajajo k tebi, tvojih problemov pa nihče ne zna rešiti, ker si jih v bistvu presegajo vso to tvojo okolico. Ne? In tako ostaješ sam, rešuješ probleme drugih, svojih ne moreš in naenkrat pač se je to... Tam se mi zdi zelo zanimivo, ko razmišljaš, kdaj je bil ta prelom, mislim, da si se sploh soočil, ko razmišljaš, to, ker tudi jaz se včasih vprašam, mislim, ko si zamisliš najslabši scenarij in si rečeš, in kaj pol, a bo konc sveta? Ne bo konc, ne? Ne boš imel hiše? Ja, pa je pač ne boš imel, ne? Mislim, to je težko se s tem sprijazniti, ne? Oziroma... Jaz vedno probam najti najslabši možni scenarij. Aha, tako imaš recept, da greš pogledati najslabše? Vedno najslabše. Vedno. Jaz sem se vedno v življenju, kadarkoli me je bilo česa strah, vedno sem si rekel, ker čutiš neko nervozo, napetost, pa ne veš zakaj. In prosim rekel, zakaj, česa me je zdaj strah. Ne? Ja, tako se greš s strahom soočiti. S strahom se grem soočiti. Česa me je strah, kaj je najslabše, kar se lahko zgodi. In vedno je skrajnost je vedno smrt. Ne? Kaj torej se mi lahko najslabše, umrl bom. Bom umrl, če se to res, res lahko umrem zaradi tega? Ne. To sem vedno lahko izključil. Ne? Torej, če ne bom umrl, česa me je pol strah? Preživel bom že nekak. Ne? To mene vedno vodi, to še danes. Ne? Tudi, ko imam to težko tožbo na sodišču, pa vse pa svetu mislim, kaj bo, če bo. Vem, da ne bo, ne verjamem, da bi bilo najslabše, ampak si rečem tudi, kaj pa, če bo najslabše? Ne? Kaj bo? V zaporu boš. In če boš v zaporu, pa kaj? Nisi edini. Ne boš edini. Ne? Kaj lahko z tega pametnega potegneš? Je fajn zgodbice, bojo za vnuke. Ne? Kaj je stari vse doživel? Ne? Ena knjiga še bo nastala. Probam vedno najti pač pozitivno, ne? Iz tistega, ne? Če ti življenje da limone, pač moš narediti limonado. Vidim te, da a ti si škorpion a kaj verjameš v te stvari? Pa, recimo, da ja, no, da verjamem. Ne dam dosti na to, da bi zdaj bral svoje horoskope pa verjel, ker danes piše, da bom nekoga srečal, ga bom res. Ne, verjamem pa, da planeti imajo vpliv na nas, vesolje je tu, energije so, ki jih ne vidimo zagotovo.
sonce, luna na tisti dan, ko smo bili rojeni, jaz verjamem, da ima nek vpliv. Ja, ker pravijo, naprimer, da mi smo z vesolja, mi smo v resnici z vesolja. Ja, saj Slušaj, smo. mi imamo železo v sebi, mi imamo magnezij Saj v sebi, imamo, seveda mi smo smo. v resnici zemlja. Zdaj smo, Ne? tako, In se pravi, da to čutimo. Se čutiš ti, verjameš v energije pa to? zelo. Zelo, A? zelo, zelo. Jaz verjamem v energije, verjamem v zvezde, pa se pravim, nikoli nisem v nobeni skrajnosti. Se pa moja bivša žena Mateja bolj ukvarja ali pa bolj jo zanimajo zvezde pa astrologija. Ne? Aha. In jaz pred pomembnimi poslovnimi No, to sem odločitvami te hotela vprašati, a to narediš? jo pokličem, pa rečem, povej mi, kako zvezde ležijo. Imam nekaj ful pomembnega. Ne? In pa mi reče, retrogradni Merkur, počakaj še 14 dni. In reče, Pa ok. veš, kaj je to izologin, pa vsi tele so to upoštevajo. Pa Ja, ne pa- vem, a je to... Mislim, jaz tako bom rekel, ne, če se moram danes nekaj odločiti, Ja, se bom odločil. Ja, Ne? ja. Če imam pa čas, pa če tudi nisem najbolj odločen, pa ne vem, kaj je bilo najboljše, Tako, pol tako. pač vprašam še zvezde. Ne? Tako, tako. Kaj pa, to zelo se mi zdi zanimivo, kaj pa to misliš o tehle AI-je, pa o računalniških igricah, ki jih igrajo ti mladi, pa o tem vsem robotizaciji, kako se tega kaj bojiš? Ne, Jaz tudi ne. niti malo. Ne bom pozabil trenutka, ko sem stopil v sobo najstarejšega sina, ne vem, koliko je bil star, 8, 9, imel slušalke na ušesu, igral eno igrico in se pogovarjal angleško. In pravim, kaj delaš? Ne? Pravi, igrico igram z enim Američanom. Aha, Opa, ne? In se je pogovarjal, torej angleško se je naučil sam. Ko sem enkrat opazoval otroke, kako igrajo igrice, so igrali te streljne igre, sicer ne, ampak Ja. pač fantom. ne moreš, Ne mislim, moreš, lahko jim kupiš mislim, ne vem koliko ni šans, ja. roza, kiklic, pa ne bojo. Ne bojo, ne. Tudi jaz imam 3 fante. In sem potem ugotovil, da v bistvu s tem, ko igrajo te igre, da imajo team building, ne, ker so bili skupina, ki se je organizirala, kako bojo napadli, kaj bojo zavzeli, kje bo strateška pozicija. Ne. Delovali so kot tim in se mi je zdelo, da se učijo skozi igranje tudi timskega dela. Aha, Ne. In se mi je takrat zdelo, ok, tudi to ni tako slabo. Ne. ja, ja. Tako da jaz vedno gledam, vsaka stvar ima prednosti, vsaka stvar ima slabosti. Če si tumast ali pa glup, pa uporabljaš AI, boš dobil glup odgovor. Ne? Pač to je, tako je. Jaz sem nekje, mislim, da je Harari rekel, da se to, kar se pač kamer gre, človeštvo, tako ena izmed teorij je, da bojo namesto nas vse delali stroji in da pravzaprav najhujše, kar človeka čaka, je to, kar si mi danes vsi želimo, da bi čim večkrat ležali na morju in gledali v luft, ne? Mislim, da ne bo. Misliš, da ne? Mislim, Da bomo nekoristni, no? Da ne bomo imeli kaj za delati. Isto so govorili o robotih v proizvodnjah. Ja. Pa imamo danes zelo močno robotizirane proizvodnje, imamo ljudje še zmerom delo. Ne? Ja. Tako jaz mislim, da narava, ljudje vedno poskrbimo. Če danes gleda nekaj, da bo šlo tja, na koncu bo. Ne, Bo neko našlo svoje pot. ravnovesje. Ne? Vedno je, vedno Ker se nam najde v ravnovesje. bistvu narava pomaga, a ne? Na nek način vse cel ta, vse okolje, ves ta ekosistem Poskrbi, vesolje poskrbi zase. Ne? Zagotovo poskrbi zase. in s tem tudi za nas. Tako. Res je. In kaj bi ti pol rekel, glede na to, da si napisal eno, res ne vem, če sem že brala, tako avtobiografijo, tako iskreno, močno, jasno. Mislim, tvoje sporočilo ljudem, da si bi res vsi upali biti to, To kar je to. smo. Točno A to. veš? Dajmo si, mislim, jaz vedno rečem, to je moje življenje. In z nobeno pravico nima kdorkoli drug soditi o meni. Mislim, naj sodi, če mu je, ampak ne, to je moj life, sam se oblečem, sam si zaslužim, sam vem, sam imam svoje misli. Kaj me drugi brigajo, zakaj bi sploh sekundo živel tako, kot si nekdo drug želi ali pa pričakuje. Ne? Zakaj bi moral se prilagajati družbi, če ji pa ne škodim? Namreč, Mislim, to je za meni zelo pomembno. ja. Ne škoditi drugim. Pa če jaz hodim cel potetoviran, pa kaj? Kaj ima to s komerkoli drugim? Ne? Ja. Sem sebe pikal, ne drugih. Ne? Mislim, v tem smislu jaz pač bi rad, da bi in tudi svojim otrokom, svoje otroke pravim vzgojiti v to, da so zvesti samo sebi, ker mislim, da je to edina pot do sreče. In ko sem knjigo napisal, ko je knjiga izšla,
Jaz ne znam povedati, kakšno svobodo sem doživel. Ker se mi je zdelo, da zdaj je pa res vse zunaj. Če si malo bolj znan, tako sama veš, ne skozi te ljudje oblikujejo, skozi nekaj vidijo, skozi, ne, zdaj pa imate vse. Ne? Zdaj pa tu sem nag na pladnju, Prav dobesedno nag, zdaj pa, Ja. zdaj pa delajte, kaj hočete. Ne? Jaz imam mirno vest, jaz lahko svobodno živim, mene ni ničesar strah, vsakemu lahko v oči pogledam in želim si res, da bi ljudje bili bolj svobodni. No. In hkrati je ena največjih tvojih lastnosti ta tvoje človekoljubje. To se pravi, da vedno misliš na drugega. To pa tak ali tak. Mislim, tudi to se mi zdi izjemno lepo v današnjem svetu pohlepa. Zakaj? Odkot pohlep? V krstu bomo šli vsi enako. Ne? Vse, kar danes imamo, ne bo več naše in se mi zdi tako. Ne razumem, zato jaz sem pristaš socialnega kapitalizma, jaz bi omejil zneske, koliko na leto lahko nekdo zasluži. Ja, zato, mislim, kaj? Ne? Pa se ne more, tako sva čisto na začetku rekla, nisi sam. Ne? Nisi sam in če bi vračali vsi družbi, ne? Bi ta družba bila... Bi vsi bili, vsi bi se imeli lahko lepše. Ja. Jaz sem zadnjič bila v upokojenskem domu, so me povabili za gostjo in potem mi je ena gospa v svoji sobici pokazala sobico in je rekla, viš, tle je pa moja šalčka, pa moja vazica. Je rekla, to sem vse, kar sem v doma prinesla. In jaz sem celo pot nazaj domov jokala, v smislu tem, kaj se sploh jaz ženem? Ja, zakaj, ne, za koj kaj? Ja. Kaj bi jaz rada? Mislim, tudi jaz sem si kar prvoščila v življenju, ne? Tako da prvoščimo si, bodimo to, kar smo. Marko je napisal knjigo, vsem vam, se pravi, vsem vam v podporo. Hvala ti, Marko. Hvala ti tudi za vse nasvete in tvoje coachinge, ki jih delaš. Hvala. In hvala vam, da ste tukaj z nami. Zdaj bom pa jaz, a veš, jaz sem tudi eno knjigo napisala naprej, mislim z mojim rokom in bom kar odprla in sem se odločila, da bom na koncu vsakega pogovora v bistvu nekaj prebrala tam, kjer se bo odprl. Odlično, Pa da vidim, vidimo. kaj nam je namenjeno. Bolj ko človek živi preprosto, lažje mu je umreti. Evo, prava. Se vidimo naslednji ponedeljek. Hvala.